čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali k Jezusu sporočilo: Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko je Jezus to slišal, je rekel, da ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličen Božji sin. Jezus je ljubil Marto in njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: Pojdimo spet v Judejo. Učenci so mu rekli: Učitelj, pravkar so te hoteli ljudje kamnati, pa greš še zopet tja. Jezus je odgovoril: Ali nima dan 12 ur? Če kdo hodi po dnevi, se ne spotakne, ker vidi luč sveta. Če pa kdo hodi okrog po noči, se spotakne, ker v njem ni luči. To je rekel in nato jim je dejal: Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim. Učenci pa so mu rekli: Gospod, če spi, bo zdravel. Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali, a pojdimo k njemu. Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: Pojdimo še mi, da umremo z njim. Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že 4 dni v grobu. Betanija pa je bila blizu Jeruzalema, približno 15 stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi jo tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl, a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga zaprosiš. Jezus je rekel: Tvoj brat bo vstal. Marta mu je dejala: O, vem, da bo vstal ob stajenju poslednji dan. Jezus je rekel: Jaz sem stajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Odgovorila mu je: Da, Gospod, trdno verujem, da si ti Kristus, Božji sin, ki prihaja na svet. In ko je to rekla, je odšla poklicat Marijo, svojo sestro. Skrivaj je dejala: Učitelj je tukaj in te kliče. Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti. Jezus še ni prišel v vas, še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla v grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl. Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, ga je do srca ganilo in jo zdrhtel. In dejal je: Kam ste ga položili? Rekli so mu: Gospod, pridi in poglej. Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: Glejte, kako ga je imel rad. Nekateri izmed njih pa so dejali: Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi tam umrl? Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel v grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: Odstranite kamen. Marta, sestra umrlega, mu je dejala: Gospod, že ima zadah, saj je 4. dan mrtev. Jezus je rekel: Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala? Odstranili so torej kamen. Jezus pa je vzdignil oči in rekel: Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stojijo okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.
In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: Lazar, pridi ven. In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: razvežite ga in pustite naj gre. Veliko Judov, ki so prišli k Marti in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj. Kristusov evangelij. Zgodbo o obuditvi Lazarja poznamo zelo dobro. In tudi nerazumevanje, ki ga kažejo njegovi učenci in pa ljudje, tudi zelo dobro poznamo. Vendar pomembneje kot to, da dobro poznamo Jezusovo življenje in pa zgodbe iz njegovega življenja, čudeže, ki jih je delal, pomembneje kot to je vprašanje, koliko evangelije prenesemo v svoje življenje. Jezus namreč je prišel na svet kot luč, ki sveti v temi, tako piše evangelist Janez. In v današnjem evangeliju Jezus pravi: kdor hodi po dnevi, ni v nevarnosti, da se spotakne, ker vidi luč tega sveta. Bistveno v življenju vsakega kristjana je, da Jezusu dopustim, da spremeni moje življenje, da ga spremeni na boljše. Namreč lahko si zastavimo vprašanje, če ne bi bil kristjan, ali bi bilo moje življenje drugačno? Ali bi bila moja življenjska pot drugačna? Ali bi bil kot človek enako dober, ali bi bil slabši? Namen Jezusovih besed je namreč, da me ne samo kot vernika dvigujejo in izboljšujejo, pač pa da me popravljajo in izboljšujejo tudi kot človeka. In ravno to je hotel Jezus doseči, zato je delal čudeže, da bi ljudje verovali in da bi ga sprejeli kot luč. Saj lahko, da sprejemam Jezusa kot Božjega sina in da hodim k maši in jasno in glasno izpovem vero. Vendar, ali je to dovolj? Ali Jezusa spustim v svoje življenje? Marta, Marija in vsi so dvomili, niso razumeli, ko je Jezus govoril o Lazarju, ki spi, in pa da naj verujejo in zaupajo. Ja, verujem, okej. Ampak potem, ko je rekel, odvalite kamen, je takoj prišel stavek: 4 dni je že v grobu, že smrdi, že razpada, telo trohni. Ne bomo zdaj tega kamna menda odpirali. In tako je pogosto v našem življenju. Marsikakšne moje napake ležijo v meni in trohnijo in gnijejo in smrdijo. Pustim Jezusu, da jih odpravi, da jih ozdravi, ali vztrajam v svojem prepričanju, pač takšen sem, pa kaj potem. Krščanstvo namreč v mojem življenju ne more biti folklora, ne more biti neka navada, ampak krščanstvo mora postati moje življenje, kar naj bi se poznalo v mojem vsakdanu. Amen.